wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Radio Slovenija, prvi in drugi program, napoved časa, ob zadnjem znaku bo ura 19. Točno 19. Na sporedu je oddaja Radijski dnevnik. Pred mikrofonom je Robert Celestina. Dober večer. Predsednik slovenske vlade Lojze Peterle je na popoldanski tiskovni konferenci govoril o rezultatih svojega obiska v Zvezni republiki Nemčiji in pogovorih z nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom. Dejal je, da bo nemška vlada vsestransko podprla Slovenijo. Vlada Republike Slovenije je danes sprejela začasni načrt o razdelitvi proračunskih sredstev v prvem trimesečju. V Pragi se je nadaljeval sestanek komiteja visokih predstavnikov konference o evropski varnosti in sodelovanju. Današnja osrednja tema je bilo sprejemanje novih članic. Med kandidatkami sta tudi Slovenija in Hrvaška. V hrvaški prestolnici se je mudil podsekretar Svetovne organizacije Marek Golding. Sogovorniki se je pogovarjal o spoštovanju sporazuma o prekinitvi ognja in o možnostih za uresničitev mirovnega načrta o Jugoslaviji. Sicer pa je bilo danes na Hrvaškem mirno. Iz Gruzije poročajo o novem zaostrovanju položaja po zadnjih spopadih med privrženci strmoglavljenega predsednika Gamsahurdije in silami začasnih oblasti v Tbilisiju. V Moskvi so se začela večstranska mirovna pogajanja o Bližnjem vzhodu. Udeleženci naj bi pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike in Rusije skušali odpraviti zastoj v bližnjevzhodnem mirovnem procesu. Še kratka vremenska napoved. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, jutranje temperature bodo od -7 do -2, dnevne pa od 0 do 5 stopinj. Slovenijo in Hrvaško bodo tudi uradno sprejeli med opazovalke konference o evropski varnosti in sodelovanju, in sicer na ministrskem sestanku te organizacije, ki bo v četrtek in petek v Pragi. To je danes izjavil predstavnik češko-slovaškega zunanjega ministrstva Ivan Busnjak. Drugi dve republiki nekdanje Jugoslavije, Bosna in Hercegovina ter Makedonija, nista dobili predhodnega statusa. Ta je prvi korak za sprejetje med polnopravne članice.
Francoska tiskovna agencija s tem v zvezi iz Prage poroča, da so Evropska skupnost, Avstrija in Madžarska predlagale, da bi Slovenijo in Hrvaško takoj sprejeli med polnopravne članice konference o evropski varnosti in sodelovanju. Na Dunaju se je danes začel sestanek predstavnikov držav članic Heksagonale, območne organizacije, ki združuje Avstrijo, Italijo, Madžarsko, Češko, Slovaško in Poljsko. Jugoslovanski predstavniki se srečanja ne udeležujejo, saj so novembra lani v Benetkah Jugoslavijo tako rekoč izključili iz te organizacije. Sestanka, osrednja tema je status ostanka Jugoslavije, se udeležujejo tudi predstavniki Slovenije in Hrvaške. Obe državi bodo med polnopravne članice Heksagonale sprejeli na srečanju na vrhu julija letos, prav tako na Dunaju. Švicarsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da bo Švica navezala diplomatske stike s Slovenijo in Hrvaško. Iz Berna so tudi sporočili, da bo od jutri na obisku v Sloveniji in na Hrvaškem delegacija švicarskega zunanjega ministrstva. V njej bodo poleg diplomatov tudi predstavniki gospodarstva, ki jih zanima, kakšne so možnosti za sodelovanje v gospodarstvu. Predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan je dopoldne sprejel ameriškega veleposlanika v Beogradu Warrena Zimmermana, ki je na enodnevnem obisku v Ljubljani. Razpravljala sta o gospodarskih vprašanjih in možnostih za oživitev gospodarske dejavnosti. Program sestankov je vseboval tudi pogovore ameriškega veleposlanika s predsednikom vlade Lojzetom Peterletom, zunanjim ministrom dr. Dimitrijem Ruplom, predsednikom socialdemokratske stranke dr. Jožetom Pučnikom, predsednikom socialdemokratske prenove Cirilom Ribičičem, predsednikom liberalno-demokratske stranke Jožefom Školčem in dr. Janezom Drnovškom. Srečanja kažejo, da je bil obisk veleposlanika Zimmermana v Ljubljani politične narave. Povsem sodeč se je želel seznaniti tudi s krizo slovenske vlade in razpletom. O sestankih nismo dobili podrobnejšega poročila. Že nekaj časa so znana prikrita nasprotovanja med slovensko vlado in zunanjim ministrom, ko gre za vprašanja slovenske zunanje politike. Danes pa so ta nasprotja izbruhnila kar na 3 srečanjih. Na dopoldanskem zasedanju Skupščinske komisije za mednarodne odnose ter zatem sklicanih tiskovnih konferencah ministerskega predsednika Lojzeta Peterleta in zunanjega ministra Dimitrija Rupla. Pred mikrofonom je Barbara Kramžar. Ne moremo reči, da niso slovenski predstavniki na današnjih predstavitvah povedali tudi kaj dobrega o zunanjepolitičnih dosežkih po priznanju Slovenije. Premier Peterle je dobro ocenil svoj obisk v Nemčiji ter na domačem terenu napovedal sodelovanje vlade in gospodarske zbornice pri privatizaciji. Zunanji minister Rupel pa je na svoji tiskovni konferenci napovedal status opazovalke za Slovenijo na četrtkovem zasedanju zunanjih ministrov konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki se je bo udeležil tudi sam, ter naštel eksplozivno navezovanje stikov s številnimi neevropskimi državami. Povedal je tudi, da zunanje ministrstvo skrbi tudi za gospodarsko sodelovanje s tujino, saj je v ekonomskem svetu združilo vidne slovenske strokovnjake. Toda vsi ti uspehi so se danes našli v senci hudega spora med ministerskim predsednikom in zunanjim ministrom, ki je izbruhnil zaradi vladnih zunanjepolitičnih pooblastil in njenih posebnih pooblaščencev v tujini. Ne samo, da vlada pripravlja premijev obisk v Združenih državah brez vednosti slovenskega predstavnika v Washingtonu, je dejal Dimitrij Rupel. Najbolj mu je prekipelo zaradi dosedanjega vladnega pooblaščenca v Avstriji, Karla Smoleja. Kljub dogovoru, da bo Smole zasedal položaj častnega konzula v Celovcu, naj bi premier Peterle zahteval še zaposlitev vseh Smolejevih sodelavcev, kar pomeni še vsaj eno visoko devizno plačo v času, ko slovenska diplomacija ne more odpirati veleposlaništva v tujini, tuji predstavniki ne najdejo zgradb za veleposlaništva v Ljubljani in tako naprej. Ministerski predsednik je dejal, da skuša samo zagotoviti primeren status za Karla Smoleja. Že dopoldansko zasedanje Skupščinske komisije za mednarodne odnose pa je zahtevalo razpustitev vseh vladnih pooblaščencev in vodenje slovenske diplomacije s pomočjo rednih veleposlanikov in zunanjega ministrstva. Hrvaški predsednik dr. Franjo Tudžman je danes v Zagrebu sprejel posebnega odposlanca Združenih narodov Maraka Guldinga. Po pogovorih je Gulding novinarjem povedal, da sta se s predsednikom Tudžmanom pogovarjala o načrtu Združenih narodov za napotitev mirovnih sil na Hrvaško. Ob tem je poudaril, da je poglavitni pogoj za napotitev modrih čelad trdno premirje. Razmere so zdaj boljše kot pred tedni. Četudi je premirje občasno kršeno, je dejal Gulding. Svetovne
Svetovne agencije namenjajo precej pozornosti obisku posebnega odposlanca Združenih narodov Guldinga v Jugoslaviji. Reuters navaja, da Guldingu ni uspelo prepričati srbskega voditelja na Hrvaškem Milana Babića, naj sprejme mirovne sile Združenih narodov. Britanska agencija navaja, da so bili pogovori s srbskim voditeljem v vzhodni Slavoniji Goranom Hadžićem nekoliko uspešnejši. United Press International pa poudarja, da so bili pogovori Guldinga s srbskimi voditelji na Hrvaškem koristni. Agencija pri tem navaja besede posebnega odposlanca, da bodo Združeni narodi v posebno resolucijo vnesli tudi dodatna jamstva za zaščito Srbov na Hrvaškem. Tanjug poroča, da je na hrvaških bojiščih danes dokaj mirno. Poročevalci iz Banja Luke navajajo, da na zahodnoslavonskem bojišču ni bilo slišati streljanja in da so se nadaljevala pogajanja o izmenjavi ujetnikov in umrlih. Hrvaški radio je, kot poroča Tanjug, sporočil, da so minulo noč na hrvaške položaje pri Osijeku in Vinkovcih streljali iz pehotnega orožja. Manjša skupina pripadnikov hrvaških sil je pri mestu Boman menda skušala prodreti v Baranjo, vendar so ji predstavniki armade in tamkajšnji teritorijalci to pravočasno preprečili. Tanjug tudi poroča, da med teritorijalci iz Baranje v tem spopadu ni bilo ranjenih in mrtvih. Služba za informiranje Hrvaške mornarice v Splitu je sporočila, da je nekaj pred 13. uro pred splitskim vojaškim pristaniščem Lora eksplodirala manjša ladja Hrvaške mornarice. Pri tem sta 2 mornarja izgubila življenje, 3 pa so bili ranjeni. Incident še preučujejo, po prvih podatkih sodeč pa naj bi bila ladja Hrvaške mornarice zapeljala na mino, ki so jo ob umiku iz Splita namestili pripadniki Jugoslovanske mornarice. Paragvajsko zunanje ministrstvo je danes obvestilo zunanje ministrstvo Republike Hrvaške, da je paragvajska vlada včeraj priznala Hrvaško kot svobodno in samostojno državo. V uradnem dopisu je rečeno, da odločitev temelji na obljubi hrvaške vlade, da bo zagotovila spoštovanje človekovih pravic in pravic manjšin na Hrvaškem, da se bo zavzemala za območno in mednarodno varnost in da bo spoštovala načela zapisana v listini Združenih narodov in drugih mednarodnih dokumentih. Predsednik Jugoslovanskega odbora za sodelovanje s predstavniki Združenih narodov Borisav Jović se je po večdnevnem obisku v Združenih državah Amerike in v Združenih narodih nocoj vrnil v Beograd. Po prihodu je izjavil, da bo svetovna organizacija najverjetneje že v začetku prihodnjega meseca obravnavala vprašanje napotitve modrih čelad na krizna območja nekdanje Jugoslavije. Zdaj, je dejal Jović, je samo od nas odvisno, ali bomo začeli jugoslovansko krizo reševati po mirni poti, ali pa bomo naredili zgodovinsko napako in nadaljevali vojno, s katero krize nikakor ni mogoče rešiti. Po 2 dnevih negotovosti, ko se ni vedelo, kje je ruski predsednik Boris Jelcin, je tiskovni predstavnik predsednika sporočil, da je bil Boris Jelcin danes v mestu Novorossijsk. Tam se je sešel s predstavniki oboroženih sil skupnosti neodvisnih držav. Pogovori naj bi sodili okvir priprav na njegovo ameriško in zahodnoevropsko turnejo. Poročilo našega moskovskega dopisnika Mihe Lamprehta. V mednarodnih krogih je precejšnje začudenje povzročila Jelcinova odpoved sestanka z japonskim zunanjim ministrom Watanabejem in preložitev sestanka z ameriškim državnim sekretarjem Bakerjem. Del tiska je začel ponovno špekulirati o Jelcinovem zdravstvenem stanju, nekateri pa celo o domnevni nagnjenosti k alkoholu. Nepričakovana izginotja Borisa Jelcina in nenadne spremembe njegovega delovnega programa so postala malone že običaj. Prav tako pa tudi ustrezna zanikanja njegovega aparata, da je s predsednikom vse v najlepšem redu, kar pa je v celoti le še poglobilo zmedo. Nedavno je Jelcin podobno odklonil tudi sestanek s predsednikom Olimpijskega komiteja Samarančem. Njegov predstavnik za tisk Voščanov pa je hitel dopovedovati domači in tuji javnosti, da je predsednik v odličnem zdravstvenem stanju in da so nujna državniška opravila zahtevala umik na osebno dačo v Podmoskovje. Boris Jelcin se danes ni sešel niti z japonskim zunanjim ministrom, niti z ameriškim državnim sekretarjem Bakerjem. Prav tako pa ga tudi ni bilo na bližnjevzhodnih pogajanjih. Ruske tiskovne agencije so popoldne presenetljivo sporočile, da se je predsednik Rusije na križarki Moskva sešel s poveljnikom oboroženih sil skupnosti neodvisnih držav, maršalom Šapošnikovom, pa tudi z drugimi vojaškimi predstavniki krhke skupnosti. Osrednja tema razgovorov naj bi bila jedrska varnost, ne pa rusko-ukrajinska nesoglasja okrog ozemeljskih vprašanj